Hej, moje ime je Jan. V prejšnjem videu smo si pogledali, kako se lahko sklicujemo in računamo preko različnih listov v enem delovnem zvezku. Danes si bomo pa pogledali, kako računamo preko večjih različnih delovnih zvezkov. Tokrat bomo potrebovali dve datoteki, povzetek držav in pa računanje preko zvezkov. Ko imate to prenešeno, lahko kar oboje označimo in odpremo z Entrom. Tole datoteko računanje preko zvezkov smo v bistvu uporabili že v prejšnjem videu, ko smo računali preko različnih listov za prodajo po mestih skupaj. Odprto pa bi morali imeti še drugo datoteko, in sicer povzetek po državah. Torej v prejšnjem videu smo delali samo mesta v Sloveniji, tukaj pa zdaj želimo imeti povzeto po različnih državah. Vidimo, da imamo v tabeli v prvem stolpcu navedene različne države. Podatki o prodaji v teh državah so vsi izpolnjeni, razen te naše Slovenije, ki jo bomo mi izpolnili. Avtomatsko se nam bodo na to preračunali procenti in pa izrisal se nam bo tudi tortni grafikon. Zdaj, ker bomo delali z dvema oknama, si je najboljše ta dva dokumenta dati stran ob stran. Zdaj to lahko naredimo ali tako, da pograbimo eno okno, ga odnesemo čisto v levi ali pa desni kot, da se nam izriše takšen predogled, kje bo okno končalo, in takrat ga spustimo. Windows nas vpraša, kaj želimo na tej drugi polovici okna, in izberemo tole drugo računanje preko zvezkov. Zdaj, če vam tole razporejanje oken mogoče ne gre, vam bom pokazal drugo, mogoče malo bolj enostavno metodo. Postavimo se v eno izmed tehle odprtih oken, gremo na zavihek Ogled in tukaj imamo v skupini Okno gumb Razporedi vse. Ko nanj kliknemo, se nam odpre pogovorno okno, kako se naj ta okna poravnajo. In kar pustimo prvo možnost, razpostavi, in pritisnemo v redu. Avtomatsko se nam bodo vsa Excelova okna, ki jih imamo trenutno odprta, razporedila po zaslonu. Zdaj v celici B2 v dokumentu povzetek držav želimo seštevek vseh tehle cifer iz lista skupaj. Lahko bi tukaj v celico B12 preprosto izračunali seštevek in potem prilepili tja, vendar mi želimo, da ko se številke v temle dokumentu spremenijo, se naj ta sprememba odraža tudi v temle dokumentu. Pa se dajmo postaviti v celico B2, kjer želimo imeti rezultat, in bomo v tole celico vstavili funkcijo sum. Gremo na zavihek Osnovno, skupino Urejanje, in bomo tule kliknili na tale gumb za vsoto. Ko nam kliknemo, se avtomatsko vstavi. In bomo enako, kot smo v prejšnjem videu, ko smo se sklicevali na drugi list, se preprosto sklicevali na drug dokument. Zdaj, ker smo trenutno postavljeni v tole okno, bomo z enim klikom kjerkoli na temle oknu najprej to okno aktivirali, potem pa s potegom miške označili vse te številke od B4 pa do C10. Levi miškin gumb spustim, ne rabim storiti nič drugega, kot da tole potrdim. Enter. Pa dajmo preveriti, če je ta izračun zares pravilen. Postavimo se v celico B12, gremo na zavihek Osnovno, izberimo samodejno vsoto v skupini Urejanje in pa označimo tele naše cifre in potrdimo z Enter. Tale zneska bi morala biti enaka. Če zdaj grem na recimo delovni list Maribor in tukaj spremenim neko cifro na recimo 100.000, potrdim z Enter, bi se cifra v sosednjem dokumentu morala temu prilagoditi. Enako se prilagodijo procenti in pa tortni grafikon. Pa gremo nazaj na zavihek Skupaj. V celici B13 želimo imeti tale procent, torej koliko predstavlja Slovenija v primerjavi z drugimi državami. To bomo naredili z enostavnim sklicom na celico. Napišemo torej v celico B13 znak je enako, enkrat kliknemo na okno, iz katerega želimo črpati, klik, in zdaj še enkrat s klikom označimo celico C2, kjer se nahajajo ti procenti. Naredimo nič drugega, kot samo kliknemo Enter. Pa dajmo ta dva dokumenta zdaj shraniti in pa zapreti. Če zdaj ponovno še enkrat odpremo, kot sta se vam dokumenta odprla, bi morali dobiti vsaj v enem varnostno opozorilo, in sicer samodejno posodabljanje povezav je onemogočeno. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da je Excel zaradi varnostnih razlogov prekinil povezavo med tema delovnima zvezkoma. Zdaj, zakaj je temu tako? Recimo, da po pošti od nekoga, ki ga ne poznamo, dobimo delovni zvezek. Prikaže se nam enako varnostno opozorilo, ki pa ga tokrat moramo jemati malo bolj resno. Namreč te povezave, ki se nanašajo na ven, na podatke, ki so izven Excela,
lahko vašemu računalniku škodujejo. Tako da, če takšne datoteke niste naredili vi ali pa vam jo pošilja nekdo, ki ga ne poznate, nikar ne omogočati vsebine. Enako velja za makroje. Zdaj, zato ker smo to datoteko ustvarili mi, seveda lahko vsebino omogočimo. Pa dajmo oba okna spet zapreti, seveda shranimo. Zdaj si pa bomo pogledali, kaj se zgodi, ko se lokacija ene izmed teh datotek ali oboje spremeni. Zdaj se nahajam tukaj v raziskovalcu, kjer imam te datoteke in bom ustvaril novo mapo. Pa naj bo poimenovana kar nova mapa. In bom eno izmed teh datotek povlekel v mapo. Če zdaj odprem računanje preko zvezkov in omogočim vsebino, dobim opozorilo, da delovni zvezek vsebuje nekatere povezave, ki jih trenutno ni mogoče posodobiti. Namreč pot, ki je prej vodila do datoteke v isti mapi, se zdaj tam več ne nahaja. Če mi vemo, da smo to datoteko nekam premaknili in vemo, kje je, kliknemo urejanje povezav. Odpre se nam pogovorno okno, kjer imamo predstavljene vse datoteke, na katere bi se morala ta naša datoteka navezovati. Tudi stolpec stanje sporoča, da tega vira ni bilo mogoče najti. Pa dajmo klikniti na gumb Spremeni vir in pa v pogovornem oknu poiščete to vašo datoteko. Jaz sem jo shranil v mapo Nova mapa. Kliknemo na njo, potrdimo v redu in pa stanje bi moralo pisati zdaj v redu. V naslednjem videu pa si bomo pogledali funkcijo Concatenate, zelo pomembno funkcijo. Tako da, če se še niste naročili na kanal, se naročite, da videa ne zamudite, lahko pa spremljate tudi mojo Facebook stran Office tečaji.